Danes je z nami Damjanovič, Bernarda Škrabar Damjanovič, edina mednarodno certificirana detektivka v Sloveniji. Me veseli, da sem z vami. Se pravi, največ, s čimer se ukvarjate, je to, da preverjate zaposlene v podjetjih, če so pridni. Ja. Kako se najlažje v firmi sune denar? Sune denar se lahko enostavno, ampak potem se da enostavno tudi osebo najti. A vas je Radio 1 že kdaj najel? Ja, to pa poslovna skrivnost. Prišuk. To kada je, veš? Ja, sebe To je odgovor, kada je. Koliko je treba plačati detektiva, da se ga najame? Naša priporočena urna postavka strani Detektivske zbornice Republike Slovenije je 90 evrov. Na uro. Tako. Jaz pa mislim. Raj sam sledim. No, pol Radio 1 zihar ni najel. Je, ta odgovor Ja, je bil. ostalo. Rekla bi direkt, da ni. Ostalo je v zavezi. Rekla bi direkt, Radio 1 ni najel. je Lara mislila Pitaj nekaj Boga, zakaj je. Tinis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Ste kdaj mogli iti v tujino zaradi primera? Ja, večkrat. Cipr, ne vem, nekam. Vse enkrat na mesec, samo tujini službeno. Ja. Sodelujete tudi kaj s policijo? Tudi? Tudi. Tudi in zelo dobro, ampak neformalno vse. Se pravi, nimamo neke zakonske podlage, torej, da bi morali sodelovati. Ja. Seveda, razen tega, da predamo kazensko ovadbo, oziroma da podamo kazensko ovadbo, drugače pa ja. No. Moram pohvaliti sodelovanje. Ne? Ker Okej. definitivno smo vsi na isti strani zakona. Pa zdaj kakšna politična stranka najame, recimo, Nas a ne reče? sme, imamo prepoved Opala. v zakonu. Okay. In tudi se tega ne bi lotila, ker sem politično neopredeljena. Okay. No, kako pa je s tem preverjanje zakoncev, recimo varanje, se pravi? To gre po tisto stereotipno, Ja, česar saj se zato je. zelo ne maram te konotacije, torej da lovimo nezveste može pa žene. A delate to, ali Ampak ne delate. Teh primerov imamo mi praktično, mislim, zelo malo. No. Zelo manj. Koliko je treba plačati detektiva, da se ga najame? Naša priporočena urna postavka strani Detektivske zbornice Republike Slovenije je 90 evrov. Je 90 evrov. Tako, Na uro. tako. Jaz pa mislim. Raj sam sledim. No, pol Radio 1 zihar ni najel. Je. Je, ta odgovor Ja, je bil. ostalo. Rekla bi direkt, da ni. Ostalo je v zavezi. Rekla bi direkt, Radio 1 ni najel, tako kot je rekla, da je poslovna skrivnost, valjda, da je moje najel. Lara mislila Pitaj nekaj Boga, drugega. zakaj je najel. Kaj je kakšen stereotip o detektivih, ki ne vem, ki ti gre na živce? Ja, to, kar smo prej govorili, da lovimo može pa žene. Ta stereotip. To mi gre na živce, absolutno. Ja. Kaj pa te serije? Ja, ampak da dobro pokaže delo. CSI, Miami Vice, ne gledam tega. In Ne. To ni v redu. Tudi Kaj pa to mi gre na kakšna živce. serija, ki pa dobro Kaj je pa pokaže? tako, relevantno, okej. Pinkertons, pa recimo zdaj imamo na RTV Slovenija bilo, se pravi, življenja Tomaža Kajzerja, ki sicer je tudi Okej. druge like upodabljal, duhovnika, in pa je podobil tudi v enem delu preiskovalcev oziroma kriminalista. No, po To je tem bilo pa poligrafu, odlično. ne, je bil. Ja. 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 Se pravi, ko gledaš, ne vem, CSI Miami, pa to si misliš tako. Ja, pa kaj še? Boljši. Točno to preklopim, na živce mi gre. Gledam Samo to recimo... horešijo, on nas rastura. Ker je On pretiravanje, res, ja, zakaj? Tako, ja, horešijo, ja. Vaša detektivska agencija je največja v Sloveniji. V vaši agenciji dela koliko ljudi? Največja bi rekla, da ni, smo pa eni Ni. izmed močnejših, nas je 10. 10. A ima sploh kakšno vlogo tukaj, a so moški boljši pri enih stvareh, ženske pri drugih, ali nima veze? Je treba individuum gledati, vsakega posamezno in potem tiste močne lastnosti, ki jih ima, potem izpostavljati tekom pač primerov, ki se vodijo. v vsaki službi. Verjamem pa, da ženske imamo neke torej, druge afinitete, neko mogoče drugačno pronicljivost kot moški, ampak prava kvaliteta preiskovalnega dela je po mojem to povezovanje moškega, ženske v teh kompleksnih A bi primerih. si želeli več žensk v tem poklicu? Generalno gledano v Sloveniji imamo kar 40% žensk v detektivski branži, kar nas visoko uvršča nad povprečje svetovno, ki je 20-80. Tako da mene to zelo veseli. Pa pri vas iščete še nov kader? Vedno, za dobre preiskovalce je vedno se najde prostor. Kakšni so pa pogoji? Pogoji so Pogoji. visokošolska stopnja izobrazbe, Okej. opravljen detektivsko usposabljanje, opravljen detektivski izpit in potem licenca. 3 lastnosti, ki jih mora imeti
dober detektiv? Sarkastičnost, cinizem in radovednost. Top. Urna postavka detektiva je Kot sem rekla prej, 90 evrov na uro. 90 na uro. Brez sarkazma. Pri nas je ni neki, sam pa na radiju. Koliko je pa ta poklic nevaren? Če bi razmišljala o tem, kaj vse se mi lahko zgodi, tega poklica ne bi upravljala. Ja, pa kdaj kaj grozijo? A je bilo kdaj? Grozijo, ja, mislim, ampak to, če me vprašate, jaz nes, ki je bežala, morate vprašati, če kdo drug bežal, ki je pred mano. Ne, pa je bilo kaj grožnje, tako me Je res bilo, me zanima. ja, je bilo. S čim grozijo? Je bilo, Kaj, uničil te bom ali... So me enega sem iskala za sodišče, to leta nazaj me potem, oziroma je službeno vozilo še 2 dni sledil. Tako da smo mi klicali policijo. In pa ja, recimo smo vročali osebi, ki je poškodovala sodnega vročevalca in smo prosili za spremstvo policije. Šle sta vročati 2 sodelavki in zraven 2 policista v neprebojnih jopičih v polni opremi in potem je seveda ta gospod je bil doma, sprejel pisanje, ampak ko sta šle kolegice stran od hiše, je rekel, pasta, no, da ne osta padle po stopnicah. Ojoj. Kar konkretna grožnja. Tako da ja, no, tega gospoda, ki sem pa jaz iskala, ki me je potem, ko je sledil službeno vozilo, sem ga dobila na telefon in je rekel, ja, v redu, lej, dejva se dobiti v nedelo, par kapelco, Škof Lok. Pa jaz, ja, super, fino, ob kateri uri pa? Pa ja, ob 2, sam veš, tja boš prišla, nazaj pa ne. Grozno. Se je končalo? Mislim, se seveda ni ga potem bilo tja in smo ga druge čakali doma pač. Se je bilo treba kdaj tepst, ne? 18 let karijere? A je bilo kdaj? Ni se bilo treba tepst, dostikrat pa so me komunikacijske veščine spravile iz raznih okoliščin, ki so bile vroče. Blizu tega. Kakšno prihodnost pa vidite v vaši branži? Zdaj napovedano je, ne gre za skrivanje po grmovjih, ne gre za sledenje ljudem, ampak za zelo specializirano in visoko tehnološko dejavnost. A je tudi umetna inteligenca ena od njih? Klasična detektivska dejavnost, se pravi neko opazovanje, neko dokumentiranje, fotografiranje, to bo še vedno ostalo, ne glede na to, kam bo družba šla, ampak ja, te digitalne veščine, iskanje nekih podatkov po spletu in obdelovanje velikih količin podatkov, se pravi in na vidnem spletu in na temnem delu spleta, to je pa ne da je prihodnost, ampak to je tukaj in sedaj. In temu mi dajemo v agenciji velik poudarek. Ker jaz lahko opazujem tebe recimo na terenu, ampak na spletu se da pa marsikaj dobiti od tvoja gesla, recimo od raznih portalov, kjer igraš igrce in tako naprej. Ok. Lara, bi še ti kaj vprašala? Jaz sem, prej si me zmotil med oglasi. Zanima me, kaj pa so eni znaki, kar recimo nekdo laže? Da lahko vidiš, da človek laže na zaslišanju. To je možno opazovati torej čez neko daljše obdobje, da jaz osebo, s katero opravljam razgovor, da lahko presodim, ali govori resnico ali ne, ker sicer čist po definiciji bi lahko rekli, da ne vem, če se popraskaš po nosu ali pa prekrižaš roke, da je to verjetnost 50-50, ali se ti lažeš ali pa ne. Ne moremo in krivično je, da polagamo samo tem svojo presojo. Je veliko več kot to. Zdaj se pogovarjamo že 3/4 ure. Za koga od nas 4? Ne? Bi rekli, da kaj skriva ali pa da ima največ potencijala, da bi nategnil tole firmo? Dober preiskovalec je vedno skeptičen in vedno dopušča možnost. A zaprav vsi 4? Ja, mislim, se pravi, vedno dopušča možnost, ampak vendarle, ne, smo pozitivni v duhu in gledamo na svet pozitivno, to je pa temelj vsega. To je pa temelj. Ok, kdo pa od nas 4 bi bil recimo primeren, da se vam pridruži vaši ekipi? Mislim, jaz se tako dobro počutim tukaj podobno kot v našem podjetju, tako da bi vse 4 zelo rada Vse 4. Vse na kavico povabila k nam, da ste videli. To pa z veseljem. A pa začetna postavka je 90 evrov. Okay, z nami je bila torej danes direktorica detektivsko-varnostne agencije Bernarda Škrabar-Damjanovič. Hvala za čas. Zanimivo je bilo. Za vse informacije. Upam, da se še kdaj vidimo, ne poslovno. Tako, na kavici.